Dober dan. V nedeljo se v Sloveniji prvič po skoraj letu dni spet odpravljamo na volišča. Na zakonodajnem referendumu bomo odločali, ali naj obvelja vladni zakon o dodatkih pokojninam za izjemne dosežke umetnikov. Je referendum o tem res sramota in zloraba ustave za sabotažo, kot pravijo v vladnih vrstah, ki poziva celo k bojkotu glasovanja, ali pa je glas proti zakonu, glas proti neupravičenim privilegijem peščice, glas, ki bo skrajšal mandat te škodljive vlade, kot pravijo predlagatelji iz opozicijske SDS. Z nami sta ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko. Dober dan. Dober dan. In poslanec SDS in prvopodpisani pod referendumsko pobudo, gospod Andrej Hoivik. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Gospa Vrečko, ali vi menite, da je ta zakon, ki ste ga pripravili in predlagali na Ministrstvu za kulturo, dober zakon? Ja, seveda menim, da je dober zakon, drugače ga ne bi predlagali. Namreč gre pa za to, da ta zakon popravlja zakon iz leta 1974, zakon, ki ima zgolj 5 členov, takole je, pa še je zbrisana, ne? In potem so se dodeljevali arbitrarno do sedaj dodatki k pokojninam. Ne glede na to, da seveda opozicijska stran trdi vse sorte stvari od tega, da ni dedovanja in tako naprej, to so vse laži, tu imamo jaz tudi vse podatke, sami točno vedo. Dejstvo je, da so v 2 mandatih, ko so imeli samostojno Ministrstvo za kulturo pod dr. Simoniterjem, sami podeljevali te dodatke, tudi na vladi, jasno, vlada je to potrdila, tudi predsednik vlade Janez Janša, in niso bili vsi za veliko Prešernovo nagrado, celo pravzaprav sem šla pogledat, ena gospa ni imela niti nagrade Prešernovega sklada, v Google ne najde ničesar iz leta 2008. Tako da v resnici gre za navadno hinavščino in gre za referendum, ki je usmerjen proti umetnosti in kulturi, za referendum, ki želi diskreditirati delo vlade, delo kulturnih delavcev, umetnikov, umetnic in nabiranje poceni političnih točk. Ampak, in to je to. Ministrica, glejte, če pravite, da je zakon dober in vi ste pač ta zakon pripravili, a ne? Če je res tako dober, zakaj potem sodelujete vi v referendumski kampanji, ampak ljudi pa pozivate, da ta referendum bojkotirajo, da torej o tem zakonu, za katerega vi menite, da je dober, sploh ne glasujejo? Namreč že samo referendumsko vprašanje je zmotno. Na referendumu bomo odločali o tem, če se zakon, ki smo ga pripravili mi, ne sprejme, obvelja stari zakon, za katerega pa sem prepričana, da je slab oziroma je pomanjkljiv. Vendarle gre za zakon iz socialistične Jugoslavije, katerega se očitno SDS želi, da bi veljal še naprej in po katerem je veselo podeljevala te dodatke. Torej na referendumu bomo odločali izključno o tem, ali obvelja stari zakon ali novi, ki uvaja dodatke. Ali to morda, se upravičujem, počnete zato, ker pač vi menite, da zakona ne morete ubraniti? Namreč sodeč po vseh anketah ta zakon podpore volivcev nima, reši vas lahko v bistvu samo pasivizacija volivcev, torej da glasov proti ne bo skoraj slabih 340 000, kolikor nasprotniki potrebujejo. Mi na referendumu bomo, ki stane 6,7 milijona evrov, medtem ko bodo letno dodatki za 4 največ, morda novi stali do 100 000 evrov, in bomo odločali o nečem, kar je napačno postavljeno vprašanje. Kampanja sama je bila zmanipulirana. Mi v Levici smo dali, kot veste, kazensko ovadbo, na kakšen način so sploh zbirali podpisi, kjer so zavajali. Kaj se dogaja s to ovadbo zdaj? Pač po postopku je, nima nobenih informacij. Mi smo dali kazensko ovadbo. Dala je tudi ovadbo umetnice, katere delo so zlorabili. Oni govorijo proti privilegijem, hkrati, kdo je proti privilegijem? Jaz nisem proti privilegijem. Nihče ni. Zaradi tega, ker manipulirajo, zavajajo in ščuvajo ljudi enega proti drugem za svoje politične točke. In seveda so take stvari težko ubranljive. Kajti jaz imam tule napisan cel kup, gospod Janša, gospod Černač, tudi gospod Hoivik, same laži in lahko razbijem vsako eno po eno. So pa ustavni pravniki do teh pozivov k bojkotu zelo kritični. O tem smo na NN napisali, pred naslednjimi volitvami pa vi najbrž tudi, če vam bo slabo kazalo, volivce ne boste pozivali, da ostanejo doma. Gospod Hoivik, zakaj ste vi proti bolj preglednemu podeljevanju teh dodatkov, kar po mnenju ministrice in vlade prinaša ta zakon? Absolutno, to je slab zakon, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo, potrdila vlada, hkrati
s tem zakonom se politizira upravni odbor Prešernovega sklada. Največji dokaz je za to, da je sedanja predsednica bila kandidatka pri stranki Levica, gospa Zdenka Badovinac, za evropske volitve. V zgodovini, to sem pa jaz pogooglal, še ni bilo politika na tej funkciji in absolutno tukaj pomeni, da če ne bi bila evropska poslanka, je zdaj za Levico strokovnjakinja. In tukaj je eden izmed razlogov, zakaj smo proti temu zakonu, ki politizira zaradi teh visokih dodatkov med 1200 in 2400 evrov vsak mesec. Upravni odbor, ki je nekako preveljal sicer tudi politično nastavljen, kajti vedno koalicija potrdi te predstavnike, teh 15 ljudi. Hkrati pa, kar je najpomembnejše, v času, ko se sprejema pomembna pokojninska reforma in so na njo vezana tudi evropska sredstva, je stranka Levica predtem, ob zavedanju, da bo pokojninska reforma tema tudi tega mandata, sprejela ta mikrozakon, ki nagrajuje to peščico, teh 100 ali 200 ljudi, medtem ko 650 tisoč upokojencev bo po predlogih pokojninske reforme čez desetletja na slabšem v primerjavi z zdajšnjo ureditvijo. Ampak, glejte, 6,7 milijona evrov bo stal referendum, to je za kar nekaj let dodatkov, vam očitajo iz vladne strani. Premier pravi, za en zrezek bi ubili vola. Zakaj pa menite, da si prejemniki najvišjih domačih nagrad, kot je Prešernova in pa tudi uglednih tujih nagrad, ne zaslužijo tega dodatka k pokojnini? Tako vas je namreč bilo razumeti skozi celotno kampanjo. Oni tega preprosto ne zaslužijo. Zakaj ne? Poglejte, če ne drugega, za časa upravnega odbora Prešernovega sklada, ki ga je potrdila vladna koalicija Janeza Janše, se je povečal ta del denarne nagrade iz 21 tisoč evrov na 30 tisoč evrov za Prešernovo nagrado za življenjsko delo in iz 7 tisoč na 10 tisoč evrov za nagrado Prešernovega sklada. To pomeni, naša stranka oziroma naša koalicija se zaveda pomena, vendar ne na način, da se podeljuje doživljenjska renta, ki presega celo polovico Nobelove nagrade za literaturo. Ampak se je tudi v vaši vladi to podeljevalo, ne? Poglejte, v naših in prvi in tretji vladi se je podeljevalo te dodatke, predvsem na podlagi življenjskega dela. In tudi to, kar ministrica pravi, ni res. Vsi so bili nagrajenci Prešernovega sklada, niste dobro pogooglali, jaz sem. In prav vsi so bili vsaj nagrajenci Prešernovega sklada, sicer iz 1975 in tako naprej. In po 30 letih, ko so bili že globoko, se opravičujem, v penziji oziroma upokojeni, jim je potem vlada Janeza Janše podelila ta dodatek, ki ga morda tudi nekateri še danes sprejemajo. Vendar, ključno je to, da pa tako Asta Vrečko kot Vasko Simoniti pa sta v zadnjih 20 letih podelila te dodatke samo za življenjsko delo. Samo za življenjsko delo, sedaj pa širijo ta nabor na samo eno delo. Naprimer, samo kot primer povem, nekdo napiše dober roman, delo podeli Kresnika, hkrati je to nagrajenec Prešernovega sklada in je upravičen do približno 1000 do 2000 evrov dodatka samo za en roman. To se nam zdi sporno. Poglejte, to je prvovrstno zavajanje. Povejte mi, če to, kar vse zdaj ni bilo povedano, ni popoln populizem. Na en argument ni bilo odvrženo. Seveda, tu imam seznam iz prvega mandata, kdo je Prešernov nagrajenec, torej za življenjsko delo. Nekateri izmed njih. Ena sploh ni dobila niti Prešernovega sklada. Gospa jo komaj Google zazna. Potem imamo hkrati revizijsko poročilo Računskega sodišča, ki nalaga vladi že za leto 9, torej 2010, ko je bilo objavljeno, da se naredijo transparentni pogoji. Hkrati seveda ti dodatke ne le, da jih je tudi vlada od leta 2004 dalje izključno obe Janševi vladi, v tretji pa pač ne, ko so ukinili samostojno ministrstvo za kulturo. V drugi, se opravičujem. In med tem časom, recimo gospod Černač je ravno zadnjič govoril in pa tudi gospod Hoivik, se niso dedovali. Seveda so se dedovali. Po SPIZ-u 2, po 60. členu, ki ga je sprejela Janševa vlada, so se vsi dodatki se dedujejo. In zato imamo tudi seznam, nekateri izmed njih, ki mi je podelil minister Simoniti, so podedovali že zelo kmalu, kajti nažalost ljudje res dobijo starejši in potem dobijo to vdovci. Mi smo to dedovanje po novem zakonu ukinili. In zakaj so samo eni umetniki, torej tistim, katerim se je arbitrarno odločil dr. Simoniti podeliti to v redu, tistim, ki pa jim dajo neodvisne komisije in imajo za življenjsko delo in so taki, ki so še zdaj, se pravi, bi lahko dobili, te pa niso več v redu.
Če smem, glede tega dedovanja, poglejte 3. člen, pa preberite 2. odstavek 3. člena starega zakona, prosim, ministrica. O izjemnem priznanju in odmeri starostne oziroma družinske pokojnine, te podedovane, odloča izvršni svet oziroma vlada. Ampak ureja spis 2. To pomeni, spoštovana ministrica, ta zakon bi moral veljati tudi za spis 2, torej se je kršilo spis 2 v teh pogojih oziroma pri tem dedovanju. Hkrati pa naj omenim to, kar ste prej navedli. Prejšnji zakon oziroma ta veljavni zakon je omogočal, da nekdo, ki je mednarodno uspešen, naprimer zdaj smo slavili gospoda Jerneja, gospoda Barbiča, ki je osvojil Oskarja. On po tem zakonu ne more dobiti dodatka, ker pač ni nagrajenec Prešernovega sklada in to je absurd. Po starem zakonu, če ga že primerjamo, bi bil zdaj upravičen, ker je dobil eno najprestižnejših nagrad na področju filma oziroma je pripomogel k 3D animaciji oziroma 3D prestrukturiranju filmov, kar je velik dosežek in smo nanj lahko ponosni. In samo še nekaj naj povem, glede finančnih sredstev. Poglejte, prej je ministrica rekla, da za 4 nove upravičence pridemo do 100.000 evrov. Tako sem vas razumel. Predsednik vlade je zadnjič dejal 61.500 evrov, dajte se zdaj izmeniti, je to 61.500, je 100.000 evrov. To so velike razlike. Hkrati pa poglejte, upravičencev po novem zakonu, teh, ki še niso v pokoju, je med 100 in 200. Zdaj pa to preračunate in pridemo do 1,5 do 3,1 milijona evrov letno. In če ne verjamete, spoštovana ministrica, tem podatkom, poglejte zakon 2017, ko so športniki dobili te dodatke, govorimo o številkah 1,5 milijona evrov letno. S tem se pokrije ta referendum, ki gre pa ljudem. 20.000 ljudi gre ta prispevek za članstvo v teh odborih, torej ne požre ga SDS, ne požre ga Levica, ampak gre predvsem tem upokojencem, ki težko preživijo čez mesec in me zanima, če ministrica naprimer zdaj le ve, kolikšno je tveganje praga revščine. Če mi pozna ta podatek. Me zanima, če ve. Bom jaz postavljal tukaj vprašanja, gospod Hoivik, če lahko odgovorite, gospod ministrica, na to, kar smo prav zapisali. Ja, seveda, poglejte, kar se tiče dodatkov, mi smo pogledali približno, koliko imamo naštete nagrajence Prešernovega sklada in moraš imeti še eno nagrado, veliko, praviloma za življenjsko delo zraven. Kar pa gospod Hoivik, pa kar vsak je dobil nagrado Prešernovega sklada. Teh ni tako veliko. Teh govorimo o nekaj teh ljudje letno. Hkrati morajo izpolnjevati druge pogoje, tako kot že sedaj, starostno pokojnino, mora biti nekdo v pokoju, da jo dobi. Vse to skupaj je navadno zavajanje, usmerjeno nečem povsem drugem. Kajti drugače bi seveda proti argumenti bili na dejstvenih, ne pa zgolj na manipulaciji čustev ljudi. Res je, pokojnine bi morale biti večje. Res je, da je najnižji odmerek dala Janševa vlada in da za pokojninsko reformo mi vse to v tej vladi popravljamo. Ampak za športnike imamo svoj zakon iz 2017 popravljen tudi v prejšnji vladi Janeza Janša. Imamo dodatke za SAZU, torej za znanstvenike in zdaj imamo tudi za umetnost popravljen zakon. Kaj pa za te primere, to, kar je omenil gospod Hoivik, recimo gospod Barbič, prvi Slovenec Oskarjem, pravi, da po tem zakonu ne bo upravičen. Ali res ne in kako bi take primere? Gospod Barbič, mislim, da ni star niti 50 let, in to je kot prvo. Kot drugo, v zakonu jasno piše, da se sploh prvič bo začela voditi evidenca in da se bo seznam nagrad vsakih 5 let revidiral. To je kot prvo. In kot drugo, hkrati pač arbitrarnega odločanja si nobena institucija neodvisna v Sloveniji ne želi. In to je bil glavni argument Računskega sodišča, da je večkrat pozvalo, da se more urediti bolj transparentno. Pa še to bi omenila, gospoda hkrati skrbi vedno, kdo ne bo dobil teh dodatkov. Njegovi strankarski kolegi z predsednikom stranke na čelu so rekli, da bojo tako ali tako vse ukinili, ker je to, čeprav so včasih podeljevali, ker to pač se ne sme biti in oni bojo ta zakon ukinili, kot bi vse zaslužne umetnike pač naj si zaslužijo na trgu, ko hočejo, kot prvo. In kot drugo, niso dali enega samcatega amandmaja v celem procesu. Tako da jaz ne vem, se bi lahko... Kaj pravite na ta izziv, gospod? Ja, drži. Pravkar smo vložili
zakon za ukinitev ZIPOT-a iz leta 1974, 2 člena, in verjamem, da ko bodo ljudje glasovali proti v nedeljo, bo potem tudi stranka Levica skupaj s koalicijo potrdila anulacijo tega Titovega zakona iz 1974. Po katerem ste vi podeljevali v 2 mandatih dodatke, tudi tistim, ki jih niso bili za Prešernovo nagrado, kot ste se večkrat zlagali do sedaj in tako naprej. Poglejte, kolikor imam jaz podatke, so bili vsi nagrajenci Prešernovega sklada, hkrati pa ZIPO. Vi ste govorili o nagradah. Nagrada Prešernovega sklada. Ampak če lahko zdaj... Samo še to, da omenim, poglejte, v teh dneh smo se poslavljali od papeža Frančiška. Celo Levica, Nataša Sukič, vidna članica, je dejala, da se je on boril proti zlorabi žensk. Zdaj pa s tem novim zakonom Asta Vrečko podeljuje 3100 evrov Marku Rupniku, po katerem starem zakonu je to nemogoče, ker nobena vlada o tem ne bi odločala, in hkrati me zanima njen odgovor. Ali se ji zdi to vredno, da sili ljudi, da glasujejo za oziroma bojkotirajo zakon, pri katerem bo pater Rupnik, ki je star 70 let in je upravičen, dobil 3100 evrov oziroma v 20 letih življenja. To lahko preračunamo na približno 700 000 evrov davkoplačevalskega denarja, in to je zelo sporno in to je zelo nehigiensko. To, kar pravi gospod Hoivik, pa je naravnost podlo. Zakaj? Sama sem pozvala večkrat patra Rupnika, SDS ga ni niti enkrat, naj Prešernovo nagrado vrne. Dobil jo je neupravičeno za eno samcato delo, točno to, kar vi osporavate. A to je tudi Janša kriv? Za eno samo delo, katero ni dostopno javnosti, in zaradi tega je bil že takrat v javnosti škandal in velika polemika. Edini od Prešernovih velikih nagrajencev je dobil za eno samo delo. Takrat je tudi, vemo, kdo je za to navijal, mimo upravnega odbora. Kdo je navijal, spoštovana? Takrat Janez Janša? Predlagal je gospod Milček Komelj. To je Janez Janša, okej. Kdo vam o tem govori? Ja, Jaz sem rekla, da bi danes, ko so prišle zlorabe na dan, bi lahko tudi vaš predsednik, vi osebno, kdorkoli iz vaše stranke, ne da meni polagate besede v usta, da jaz podeljujem patru Rupniku, ki je zlorabljal ženske, nagrado, lahko ga bi pozvali, da bi nagrado, ki jo neupravičeno prejel, vrne. Boste to storili, gospod Hoivik? Jaz nimam nobenega zadržka, da povabim patra Rupnika, da vrne to nagrado, če se mu zdi to primerno. Je pa zanimivo nekaj drugega, da pa Svetlana Makarovič, ki pa je prav zaradi patra Rupnika zavrnila takrat nagrado, je pa zdaj, ko so te zlorabe prišle na dan, želela nagrado. To je pa absolutno sporno. A veste, zakaj je želela? Ker želi še 10%, približno 300 evrov mesečno, po novem zakonu, ki nagrajuje post festum še Prešernove nagrajence. Sicer kompleksna stvar. Naj samo še nekaj omenim, gospod Orešnik. Poglejte, ministrica Asta Vrečko je prva, ki bi morala narediti vse, ker je tudi koordinatorica stranke Levice, da se pokojnine za vse upokojence uskladijo, uredijo in da niso pod pragom tveganja revščine, ki je pri 981 evrih. Povprečna pokojnina lansko leto je bila okoli 920 evrov, govorimo o neto pokojninah, hkrati pa bo zdaj stranka Levica obdavčevala te pokojnine z 1%, ob tem pa te dodatki ne bodo obdavčeni z niti s centom, kar je sporno. To pa je zelo, zelo degutantno in kaže na odnos solidarne prihodnosti stranke Levice, ki ni nič drugega kot cenen populizem in zavajanje predvsem upokojencev, ki jih je 650 000. Gospod poslanec, cenen populizem se greste edino vi. Noben dodatek ni obdavčen glede dolgotrajne oskrbe, niti veteranski, niti športni, niti noben drug, kajti gre za neto. In to ste dali kot predlog, seveda, ko se je to sprejemalo. To prvič slišim, to je prvo. Kot drugo, mi smo želeli ta 1%... Ne, počakajte, prosim. Mi ravno kar smo v zadnji fazi pokojninske reforme. Zvišal se bo odmerni odstotek, delovna doba bo ostala 40 let in tako naprej. Če bi mi imeli še naprej Janševo vlado in se ne bi menjala vlada na prejšnjih volitvah, bi sedaj imeli precej drugačno in za upokojence mnogo slabšo pokojninsko reformo, kajti naši minister Mesec in državni sekretarji so se pogajali z Evropsko komisijo večkrat, kajti tam so imeli napačne izračune, želeli so mnogo strožjo, fiskalno slabšo za upokojence pokojninsko reforme. Tako da edino to, da imamo sedaj Levico in to vlado, je tudi rezultat tega, da bo ta pokojninska reforma za
upokojence mnogo, mnogo boljša. Ampak vas bi pa rad vprašal, gospod Hoivik, to, kar ste prej navrgli. Vi torej zdaj vlagate zakon, ki anulira ta ZIPO iz leta 1974. Torej, a lahko to zdaj na tem mestu, ker to pač zdaj prvič slišimo, obrazložite? Torej, če vi uspete v nedeljo na referendumu, torej novi zakon pade in še naprej velja tisti stari iz leta 1974, kaj zdaj ta vaš predlog? Ga popolnoma anulira. To pomeni, da nihče več v Sloveniji, če bi bil zdaj ta vaš nov predlog sprejet, nihče več ne bi dobil med kulturniki teh dodatkov, ali kako? Poglejte, drži. Na ta primer izpostavljam predvsem, ker smo zdaj v teh 3 tednih slišali veliko pozivov tudi iz leve sfere, da se bo po tem zakonu, če bodo ljudje glasovali proti, še vedno veljal ta Titov zakon. In to drži, zato bo imela koalicija priložnost ali da bo bojkotirala tisto glasovanje v Državnem zboru, ali pa bo glasovala za naš zakon, ki anulira zakon iz 1974, po katerem se podeljujejo te privilegirane pokojnine, naprimer za umetnike, kulturnike. Hkrati pa ima tudi seveda vladna koalicija potem možnost, da naredi podobno za športnike in za znanstvenike. Ampak torej vi zdaj pravite, da si v bistvu noben kulturnik, ne glede na to, kako izjemen je, ne zasluži več kakršnega koli dodatka k pokojnini. To predlagate? Po obširni razpravi predlagamo, to se mi zdi, da je kompromis, da bi se naprimer ta enkratna nagrada, ki je zdaj 30.000 evrov, lahko tudi povišala na ne vem, 50.000 evrov, kar bi bilo smiselno, tako kot so se povišale denarne nagrade za časa 3. Janševe vlade, ko se je naprimer za zlato medaljo povišalo to nagrado. Ampak tudi zlata medalja recimo je enkratno dosežek na področju športa in tako naprej. In prav je, da dobivajo športniki in tu ne sme biti eno proti drugem. Zanimivo pač je, da seveda zdaj, na žalost, to smo videli že večkrat v zgodovini, spet pride prav umetnost in kultura za kulturni boj za stranki SDS. Kadar zmanjka argumentov, kadar ne vejo, kako bi še prepričali volilce, kaj bi še vse naredili, kako bi manipulirali, potem se pač spravijo na umetnost in kulturo. Najprej so podeljevali, v prvi vladi so v prejšnji, podprli so športnike in zakon o športnikov, tudi v prejšnji. To ne drži, spoštovana. V prejšnji vladi ste enako smo glasovali kot vi, ko smo se vzdržali. Ampak v prejšnjem mandatu, ko so se dodale noter nagrade in blotko, ste podprli. Tako in tudi mi smo absolutno in smo podprli to. Sedaj pa seveda, ko pa je pred volitvami, pa se je treba malo prešteti, pa malo dvignati, pa je treba pa pred pokojninsko reformo, ki jo bi radi tudi seveda zrušili, sami boljš niso znali narediti, zdaj pa jim je žal, pa ko je treba institucije preupraševati, smo videli s protesti pred sodiščem od Janeza Janša, zdaj bojo pa oni vse to ukinili. Mislim, to, oprostite, prosim, je resna manipulacija in podcenjevanje ljudi in volivcev in volilk, zakaj grejo na referendum in kaj se v tej državi pač dogaja. Ampak lahko še komentirate to, kar je ravno kar napovedal gospod Hoivik, da oni zdaj vlagajo še zakon, ki bi anuliral ta ZIPO, torej ta prejšnji zakon, za katerega vi pravite, da je slab iz leta 1974. Boste to vi podprli? Kaj pravite na to potezo? Mislim, zakon je slab zaradi tega, ker je nedorečen, ne zaradi tega, ker to obstaja. Kaj pa pravite na to potezo SDS? Ja, kaj? Navaden populizem, dodaten seveda. To zahtevajo njihovi volivci. To absolutno ni res. Poglejte se na socialna omrežja. Trikrat so imeli vlado in bi lahko karkoli spreminjali s tem zakonom. To jih ni zanimalo. Zanima jih, da to spreminjajo samo takrat, kadar želijo ljudi zavajati, kadar jih želijo ščuvati in kadar si nabirajo podporo. Samo zato in zato pravim, da se referendum izkorišča kot demokratično orodje za podpihovanje ljudi enega proti drugem in zato, da se izkorišča davkoplačevalski denar za predvolilno kampanjo. Ja, poglejte, 90. člen Ustave pravi, Državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj 40.000 volivcev. Ali ste proti 90. členu, spoštovana ministrica? Da ali ne? Da ali ne, čisto enostavno. Vi s tem hujskanjem k bojkotu in da mi zlorabljamo Ustavo Republike Slovenije. To je sramotno in to ste dejali večkrat, da je to zloraba. Tudi Svoboda pravi, to ni zloraba. 47.500 ljudi, celo
Prišli so iz Svobode, so rekli, smo proti Golobu, ker ni tisto, kar nam je obljubljal 3 leta nazaj in so podpisali to pobudo. In spoštovana ministrica, jaz vam vljudno predlagam, konstruktivno, da prenehate s tem, da zlorabljamo ustavo, kajti ste na tankem ledu, da pozivate k ljudskem uporu proti vladavini prava. Ker ustava pa, mislim, da še velja. Borili ste se leta 2020, ko so tam brali ustavo, zdaj pa pravite proti njej. Mislim, gospod Hoivik, vi prihajate iz stranke, kjer se dere vsakič krivosodje, ne vem kaj, zbirate ljudi, ščuvate proti sodiščem, ščuvate proti tožilcem, proti pravni državi. Vi pa proti ustavi. Ne, oprostite. Poglejte vaše izjave. Proti ustavi. Ja, 90. člen. Večkrat sem jasno povedala, demokratično orodje je referendum, absolutno je, ampak torej ni to zloraba. Je zloraba demokratičnega instituta, kajti mi v stranki Levica ponavljamo, smo tudi dali kazensko ovadbo proti na način, za katerega ste vi zbirali sploh podpise, z manipulacijo proti kazenskem zakoniku, zavajali ste ljudi, zavajati jih danes, zlorabljali ste tudi delo Maje Smrekar, ščuvali proti eni osebi celo državo. Mislim, to je, oprostite, lepo vas prosim, nedostojno in konec koncev tudi nevredno največje opozicijske stranke. Zelo na kratko, potem gremo v sklepni del, gospod Hoivik. Poglejte, stranka Levica je za časa 3. Janševe vlade predlagala 11 referendumov. Torej je želela zapraviti 70 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. Sedaj, ko želi opozicija proti Levici in proti vladi Roberta Goloba uporabljati 90. člen, pa je vse narobe. In naj zaključim ob tem. Gospa Maja Smrekar, vi sami ste dejali, da ne smemo govoriti o imenih, ampak ali bo Maja Smrekar upravičena po novem zakonu ali ne? Enostavno vprašanje, zopet. Ko bo dosegla starostno pokojnino, bo lahko da... Bo upravičena. Ja, oprostite, glede mednarodnih nagrad pa odloča komisija. Ars Elektronika, Zlata Nika... Verjamem, da bo primerna, ampak to bo šle čez 20 let... Kako smo zlorabili potem njeno delo? Zlorabili ste njeno delo, uporabili ste eno fotografijo, iztrgali iz konteksta in gospo dali z imenom in priimkom na prager pred vsako upravno enoto, pred vsako po celi Sloveniji. Gospa je ugledna profesorica Akademije za likovno umetnost v Ljubljani. Gotovo tudi kot profesorica ne bo imela že najmanjše pokojnine. Za vsako pokojnino pa poleg tega je treba zaprositi. In proti njej in za njo in proti temu, kar se je stranka SDS šla, torej usmeriti v eno osebo v zgnev, je tudi podpisalo zelo veliko uglednih institucij in posameznikov javno pismo. Pač to ni primerno, da se gre in spominja na ene druge čase, spominja na čase iz 30 let in na izrojeno umetnost, kar je beseda, ki so jo tudi sami uporabljali v predvolilni kampanji. Nekaj, kar bi si človek mislil, da po 100 letih smo par dni pred 80 let koncem druge svetovne vojne, ne bomo več slišali nikoli v Sloveniji. To smo z strani vaših članov vidnejših tudi slišali in brali na omrežju Twitter. Poglejte, kaj Levica vse pravi o nas, da sem jaz golazen. Ne, o vas zdaj govorim. No, o meni govorijo in tudi Jaše Nul, podpornik Levice, je rekel, da sem ne vem kakšen podgani fris, ampak pustimo to. Poglejte, delo Maje Smrekar, jaz ne bom ocenjeval. Zame to ni vrhunska umetnost, za ministrico morda je, morda ni, sem pa davkoplačevalec in mnenja sem, da si taka oseba, po mojem mnenju, plačujem davke, ne zasluži doživljenjskega privilegija v višini 1050 evrov dodatka. To znese v enem letu 12 000 evrov, v 20 240 000 evrov davkoplačevalskega denarja. Kot pa sem dejal, mi predlagamo eno kompromisno rešitev, da vlada pripravi predlog, to je sprememba zakona o Prešernovi nagradi, kjer številko določi, kakšna naj bo nagrada Prešernovega sklada oziroma nagrada za življenjsko delo, in tukaj bomo tudi mi konstruktivne predloge vedno podprli. To bomo videli, kaj bo vlada naredila, ampak gospod Hoivik, zakaj ste vi tako prepričani, da bo padec tega zakona na referendumu pomenil tudi predčasen zaključek mandata te vlade? Na čem temelji ta vaša napoved, vaše stranke? Ja, na več faktorjih. Poglejte, ta zakon je višek arogance Golobove vlade. Naprimer, ministrica sama je predlagala leta 2024, da se po novem tudi upraviči plačila tega ukinjenega obveznega zdravstvenega prispevka za 2195 samozaposlenih v kulturi, torej davkoplačevalci smo jim dali 13 milijonov evrov lansko leto. Ampak zakaj mislite, da bo konec mandata te vlade? Zaradi tega, ker je teh zakonov toliko in ta je v resnici
per excellence, ta zakon o dodatku k pokojnini. In zagotovo, ko bodo ljudje na referendumu glasovali proti, in jaz sem prepričan, da bo kvorum dosežen, bo seveda trenje znotraj koalicije tolikšno, da bomo šli seveda septembra oziroma morda konec, začetek zime na predčasne volitve. Torej jeseni predčasne volitve, če zakon pade, gospa ministrica? Seveda, absolutno ne. Bi pa rekla, da je res to bilo zelo eklatantno, kako SDS deluje. Zadnjo pokojnino izjemno, ki jo je podelila prejšnja vlada, je bila 3. marca Niku Grafenauerju, torej dober mesec pred prejšnjimi volitvami, ko ni bilo ne duha, ne sluha o tem, da bi bil ta zakon iz socialistične Jugoslavije, po katerem ste se ravnali v 2 mandatih, problematičen, ko so bili drugi umetniki in umetnice problematični, ne pa tistim, ki jim je vlada odločila dati ta dodatek. Ne. Ta zakon zgolj ureja in daje nek transparenten mehanizem in seznam, tako kot je tudi dalo in zahtevalo Računsko sodišče. Se bo pa vsakih 5 let, to je tudi v zakonu, lepo pogledal, kire nagrade so tiste, kire niso, in hkrati ukinja se dedovanje teh nagrad, ki se dedujejo ves čas, in uvaja seznam. In to je vse. In vlada torej ne bo padla, ne bo predčasnih volitev, če zakon pade? Pa sem prepričana, da vlada ne bo padla. Kakšne pa bodo politične konsekvence? Boste vi kakšne osebno sprejeli, če ta zakon ne preživi tega referenduma? Kaj boste naredili? Če ta zakon ne preživi referenduma, se bo veljal stari zakon iz leta 1974. Ampak oni zdaj predlagajo, da se ga ukine, ne? Ja, predlagajo sedaj, seveda, ko niso na vladi, ko so opozicija. To je pač demokratični institut. Ja, normalno. Seveda. In verjamem, da ga bo tudi Državni zbor ta predlog zavrnil. Torej, potem vi podpirate Titov zakon, če boste zavrnili naš predlog, da se ukine ta zakon. Sama pravica mislim, da je dobra, drugače ga ne bi posodobili. Ampak zakon pa je pomanjkljiv. Se vi te pravice do zdaj tudi niste problematizirali? Ja, do sedaj teh pravic niste problematizirali ne za športnike, ne za umetnike in ne za znanstvenike. Spoštovana ministrica, jaz sem v tem mandatu prvič, prej nisem bil... Vi kot SDS, kot ampak stranka. Jaz sem prvo podpisan, jaz sem bil predlagatelj tega referenduma. Na soočenih so tudi vaši kolegi. Poglejte, spoštovana ministrica, tako kot ste vi podelili 4 dodatke za Prešernove nagrajence za življenjsko delo, je Vasko Simoniti podelil 7 v prejšnjem mandatu. Bi pa samo rad prebral za minutko, poglejte. Nika Kovač je dejala: pisali so nam številni upokojenci in upokojenke, ki so nam pojasnili, da njihova pokojnina ne zadostuje za preživetje. Odločajo se med plačilom položnic za elektriko in nakupom toplega obroka. To je vaša Nika Kovač. Poglejte, to je izjava iz leta 2000, tu pa moram intervenirati. In potem Herman Gvardjančič. Iz leta 23, izjava iz leta 23. Samo ne oba naenkrat. Nike Kovač, ki ste jo dali vi na plakat iz leta 23, govori o nečem povsem drugem in mi delamo pokojninsko reformo ravno zato, da bo upokojencev boljše. Ti upokojenci pa dobivajo zaradi vaše pokojninskega zakona. No, poglejte, smo imeli interpelacijo vlade, pa vemo, kako se je šla. Poglejte še Herman Gvardjančič, on je pa nagrajen za življenjsko delo. Leta 2023 bil je zelo slabe volje, ker je takrat Makarovičeva in Jašen Ulf so uničili tisti dogodek, vi ste takrat temu aplaudirali, kar je sramotno, in je dejal: ali verjamete slovenskemu slikarju, ki je 40 let poučeval likovno stroko in danes živi svojo pokojnino? To je Herman Gvardjančič, ki vam svetuje: pojdite na referendum, in tudi jaz svetujem, pojdite na referendum. Profesor na akademiji oziroma na visoke šoli, pa mislim, da ima malo drugačno pokojnino, ki ne izhaja kot slikar samostojno, ampak kot njegovo profesorsko delo. In seveda si gospod Gvardjančič, če bi vložil dodatek, bi mu ga po tem novem zakonu bi mu gotovo tudi pripadal, konec koncev je nagrajenec za življenjsko delo. Pa gospod nasprotuje temu zakonu vašemu. In zato ne potrebuje, da vloži, kajti vsakdo mora najprej vložiti. To niso avtomatski dodatki. Zato bi jaz za konec predvsem rekla to: prosim, ne nasedajte manipulacijam SDS-a, Janeza Janše in drugih vidnih predstavnikov stranke. Gre za zavajanje ljudi, referendum je uperjen v nekaj povsem drugega in ne gre za prvo zlorabo umetnosti in kulture strani SDS-a. Ne dvomim, da ne gre tudi, nažalost, za zadnjo kulture in umetnosti, umetnikov in umetnic ta stranka ne ceni in zaradi tega seveda mislim, da ni primerno, da se
tovrstnih stvari udeležujemo. Vaša bo zadnja, izvolite. Ja, hvala lepa. Jaz predlagam, da ljudje se udeležijo referenduma množično, glasujejo proti, kajti glas proti bo ubranitev slovenske kulture, dostojanstva, pravičnosti tako kulturnikov kot vseh zdajšnjih in tudi bodočih upokojencev. In tu bomo naredili piko, zadnjo besedo pa bodo imeli, kot dobro vesta, volivke in volivci. Spoštovana gosta, gospod Andrej Hoivik, gospa Asta Vrečko, najlepša hvala, da ste prišla na N. Hvala lepa. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bodite z nami na nnainfo.si tudi na volilni večer, torej v nedeljo, ko vas bomo sproti seznanjali seveda najprej z volilno udeležbo, potem pa tudi rezultati in prvimi odzivi. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.